Ja, takole zgleda, če človek razmišlja o tem, kaj bo jedel vnaprej, ne pa da ugotovi, da je lačen. Ljudje božji, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. To je napisal že Hipokrat, potem tudi Hipokratova prisega, pa pustimo zdaj to, koliko zdravniki upoštevajo, da je hrana naše zdravilo in da naj bi bilo naše zdravilo ravno hrana. Si to, kar ješ. Tudi to ste verjetno že 1000krat slišali, pa še vedno mogoče pozabite na to, ko vas zvečer pa vendarle malo zasrbi ta lakota, pa si greste iskat po čokolado, greste po čokolado v uno omaro, pa še po kakšno zadevo, pa poslane, arašide, pa ne vem karkoli pa že. Bodite pozorni na to, kaj jeste. Ne zaradi tega, ker se boste bolje počutili, zaradi tega, ker boste v osnovi bolj zdravi. Ko sem gledala podatke, statistične podatke o tem, koliko bolezni bi bilo manj, če bi imeli bolj zdravo prehrano kot tako, če bi bolj pazili, kar se tega tiče, pa to je divje. In zmeri, ko govorimo o različnih stvarih, zadnjič recimo, ko smo govorili o alergijah, gospa je povedala, kaj dela alergije oziroma kaj dela te laserske akupunkture in tako naprej. Prehrana, prehrana, prehrana. In ravno zaradi tega smo danes v našo družbo, da vas malce bolj spodbudimo k tem, ker to vam povem, znanje na področju prehrane je najboljša naložba v vašem življenju. Tanja Bača je v naši družbi, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala lepa. Tvoje življenjsko poslanstvo je ravno na to prehranjevanje vezano, zato tudi pripravljaš te večurne intenzivne delavnice, ki so pravzaprav najboljša investicija v življenje, v lastno zdravje, v lastno dobro počutje, da se ljudje enostavno naučijo zdravo prehranjevati. Tako je, Jasmina. Saj v bistvu znanje je na pretek, na voljo ga imamo iz številnih virov. Problem pa je to znanje potem zlahka uporabiti v vsakdanjiku. To je največji izziv, s katerim se srečujemo. In ravno to je moja naloga, da vam ta prehod na zdrav način prehranjevanja olajšam. Kaj pa bolj počnete na teh delavnicah? Na začetku gremo skozi nekaj teorije, ponovimo osnove zdravega prehranjevanja, potem gremo na izračune, vsak posameznik se nauči izračunati svoj indeks telesne mase, bazalno presnovo in pa celodnevne potrebe, kljub temu, da izmerimo tudi telesno sestavo, ampak te možnosti doma nimajo, zato jih naučim tudi, kako se to zračuna. In potem nazadnje pa gremo na sestavljanje jedilnikov, to traje približno 2,5 uri in na voljo pa so tudi obnovitvene delavnice samo praktičnega dela, vkolikor je to potrebno, ker je nekaj informacij za predelati. No, ko meni nekdo razlaga o prehrani, pa mogoče je zdaj to obsojanje ali pa kakorkoli, jaz najprej pogledam njega. Sorry, če ti imaš to znanje, pol moraš izgledati fantastično. In ti izgledaš fantastično in bojda, da si ravno s porodniške, ne? Ja, tako je. Imam doma 14-mesečno punčko. Končala sem porodniško 3 mesece nazaj. Takrat je tudi uradno se začel ta projekt. Na porodniškem dopustu je tudi nastala ta ideja. Sem si želela ta svoj način življenja posredovati tudi drugim, ker verjamem, da maksimalno izboljša kakovost življenja in zaslužimo si to, da v tem kaotičnem svetu zaživimo bolje. Wow. In recimo jaz, ko sem te videla, sem najprej pomislila, pa kaj ta 20 in nekaj letna ženska, kaj pa ona sploh ve o prehrani, kaj bo pa ona pri teh 20 in nekaj let, Zdaj sem pa zvedela, a lahko povem? Ja, lahko, ja. Da boš čez nekaj let že 4 srečala. Ja. In to 40. Wow, res, wow. Povej mi, kaj počneš, ker to, kar počneš, več kot očitno deluje. Hvala, Jasmina, ampak mislim, da ni skrivnost izključno v prehrani. Seveda je potrebno tudi gibanje redno, tudi tukaj pazim, da se tudi temu posvetim. Dobro se je tudi sprostiti, tudi to je pomembno. Pomembno je to, da krepimo vse stebre zdravja. Prehrana je osnova, vendar še daleč ni dovolj. Se pravi, bi se strinjali, da je naša teža nekaj, kar je treba mečke nadzirati. Ni nekaj, kar je.
seveda. Težo je potrebno nadzorovati, ker vemo, da tudi prekomerna teža povzroča na dolgi rok ogromno bolezenskih težav. Povzroča kronične bolezni, kot so hipertenzija, tudi sladkorna bolezen tipa 2. In temu vsemu se izognemo, če se prehranjujemo zdravo, še lažje pa to dosežemo, če načrtujemo prehrano, kajti tako zagotovimo res optimalno tisto, kar organizem potrebuje. Se pravi, da razmišljamo, kaj bomo pol jedli, pa kaj bomo pol jedli. Absolutno. Potrebno je razmišljati vnaprej, ker danes preprosto živimo v takem urniku, da moramo malo razmisliti, kam bomo sploh vključili nek obrok. Vsak si ne more privoščiti to, da zjutraj poje, bom imel kosilo ob 12, večerjo ob 7, tako kakor bi bilo, in pa še vmes obroke. Nekateri pridejo domov ob 3 popoldne in jejo kosilo ob 4. Pri taki osebi se ne more predpisati nek univerzalni jedilnik, ki si ga lahko naložimo iz spleta in ga plačamo, ker plačali smo ga za brez veze, ker to pri nas ne bo delovalo. Potrebno je, da se vsak posameznik nauči, kako optimalno vključiti svojo prehrano v svoj način življenja, kakor je pač to najboljše možno. Se pravi, ne samo teorija, tudi praksa in 5-urna intenzivna delavnica. Tanja Bača vas lahko nauči, kako boste tudi vi tukaj fajn zgledali, ne? In ne samo to, nauči vas, kako se prehranjevati zdravo. V praksi, lepo prosim, dajte si zapisati tele datume, jaz sem si jih zapisala, 28.1., torej 28. v soboto, takrat v Mariboru, ne? V Mariboru, tako, 28.1., torej v Mariboru, en teden prej, se pravi tudi v soboto, 21. pa v Ljubljani. To je najboljša naložba, kar jo boste kadarkoli naredili, da vam bo nekdo povedal in pokazal v praksi, da ne rabite imeti ogromno denarja in ogromno ne vem česa časa na pretek, da bi se zdravo prehranjevali. Absolutno ne. To bi nas mogli že v osnovni šoli pravzaprav naučiti, ne da pa potem v zrelih letih pravzaprav še vedno ne znamo tega, nekateri ljudje pa celo življenje ne. Kateri so največji feleri, največje napake, ki jih ljudje delamo pri tem, kako se prehranjujemo? Največje napake so v bistvu to, kar sem prej omenila, neredno prehranjevanje, preskakovanje obrokov, ker to se mogoče zdi tako nedolžno, ne? Ampak na dolgi rok nam to znižuje bazalno presnovo, se pravi, da porabljamo vse manj, ob tem se počutimo utrujeni, ne delujemo najboljše, nismo niti toliko, ne delamo tako lahko stvari, kot bi jih lahko, ne? Vse nam mogoče težje. Potem zredimo se prej zaradi tega, zato ker telo nenehno skladišči, ker ne ve, kdaj bo dobilo naslednjo zalogo energije. Tako da en kup težav to potegne za seboj. Z načrtovanjem prehrane se temu izognemo, zato ker si v dnevni urnik določimo si, kdaj si lahko vzamemo čas, kdaj je najlažje, da si vzamemo čas in vključimo v dnevni urnik med opravila tudi obroke. Tako da tudi količine pravilno razporedimo, kajti nekdo, ki je zajtrk zjutraj ob 7, pa kosilo ob 4 popoldne, ne bo za malico pojedel en kos sadja, ne? Ampak bo imel pač bolj obilno malico. Tudi vse te zadeve treba upoštevati. To ni po pravilih, ampak je najboljše, kar lahko človek naredi na svojem način življenja. Tanja, a ni zanimivo, da najbolj debeli ljudje so najbolj sestradani? Res je, ker jim primanjkuje hranil. Pa tudi utrujenost, ki jo občutimo, to ni zato, ker ne dobivamo dovolj energije, ampak to energijo organizem preprosto ne more dobro izkoristiti, ker primanjkuje vitaminov, mineralov, mikrohranila, ne? So tista, ki zagotavljajo, da organizem funkcionira. Zadnjič sem bila pri moji kolegici zvečer in spoznala njeno mamo. Že pravzaprav nekaj časa jo poznam. In ona deluje nekako tako. Zjutraj se vstane in ima ful stvari naenkrat in mora iti hitro v službo in odpade. Ko pride v službo, spije eno kavico in mogoče kakšen krof ali pa kakšen rogliček recimo tam in potem dela do 12. Ob 12. v bistvu nima časa, da bi šla karkoli pojesti, zato gre do bližnjega avtomata in si vzame neke krekerje, slane. No, potem pride domov ob 4, 5, mora hiter iti pospraviti mečken, pa polikati mečken, pa en stroj, v bistvu, da opere,
in ura je 7-8. Ob 7-8 zvečer ona napade hladilnik. Seveda. Napade hladilnik in poje ogromno hrane. Seveda. In potem reče, ja pa se čez cel dan nisem nič jedla, se bom pa zdaj najedla. Ja. In potem, ko se do 8, pol 9 naje, nažre, da lahko rečemo, ji pade cukor. In potem je ob 11 zvečer pred televizijo s čokolado, pa s čipsom in potem počasi zaspi. In ponovi vajo vsak dan. Seveda. Se glih to je problem, ne? Zato, ker če mi cel dan stradamo, pa tudi ne bomo imeli zvečer toliko bistre možgane, bistro glavo, da se bomo odločili za neka zdrava živila. Odločili se bomo za nekaj, kar nam zagotavlja hitro energijo in to so nezdrava živila, nekaj, kar ima obilo sladkorjev, tudi kar ima veliko energije, se pravi maščobe. Ne bomo posegli po nekem polnovrednem žitu, po zelenjavi in pa nekih kakovostnih proteinih. No, ampak na teh tvojih 5-urnih intenzivnih delavnicah, ko ljudi naučiš zdravo prehranjevati, 28. in 21. Maribor in Ljubljana, dajte si tole zapisati, a ti kdaj ljudje rečejo, pa kaj bi zdaj ta Tanja Bača rada, nikoli se ne smem pregrešiti ali kaj? Ne, to absolutno ni res, seveda se lahko. Načeloma velja pravilo 90-10, se pravi 90% časa se prehranjujemo zdravo, po pravilih, 10% pa namenimo malo za dušo. Kar je tudi dobro za sam metabolizem, saj ga na ta način pospešimo, preprečimo to, da se poleni, se pravi 10% obrokov si privoščimo po lastni želji. Kaj to pomeni? Če jemo 5-krat na dan, to so 3 pregrešni obroki na teden. To je že kar nekaj, jaz mislim, da je to dovolj. 3 pregrešni? No, to si moram pa zapisati. Ta teden sem sam enega. 3 pregrešni obroki. Najbolje za pospešitev metabolizma je pa, če so v 2 zaporednih dnevih. Se pravi, najboljše za kosilo, boljše naj zvečer, 2 zaporedna dneva. 2 kosila. Aha, sobota pa nedelja. Ja, tako je. Takrat je dobro, da si privoščimo tudi, da si privoščimo živila, ki si jih običajno ne. Tudi raje izberimo nekaj, kaj je nekoliko manj zdravo, če lahko temu tako rečem. Da malo prerukneš organizem. Tako. Ampak da ne bojo zdaj ljudje mislili, se pravi 5 tednov ga sral, 2 dni bom pa v redu jedel, ne? Ne. Pa tudi to je, ne, pomeni en obrok v normalnih količinah, to ne pomeni en cel kamion hrane, ne, to ne pomeni, da bomo zdaj pa cel dan jedli, kot da jutri ni, ne. Ampak nek normalen obrok v neki normalni količini, pač neke manj zdrave hrane, ne vem, lahko si privoščimo čokoladno tortico, ne pa celo torto. En kos, ne pa celo torto. No, zdaj bojo kakšni rekli, ok, ta 2 dni imam zdaj že v dobrem, ne? Zdaj bo treba pa malo konkretno. Katere so še tiste stvari, ki nam otežujejo, da bi bili bolj zdravi, bolj uravnoteženi, kar se tiče vsega skupaj dejansko. Tudi, ne vem, ogromno žensk vidim, da imajo težave z preveč kilogrami, z preveč maščobe, ampak so zelo v stresu. Je stres tudi dejavnik? Tako je, stres je en velik dejavnik, ne samo kar se tiče zdrave teže, seveda tudi zdravja. Tako je, odločili smo se za prehod na zdrav način prehranjevanja. Tudi gibali se bomo redno in tako naprej. Zdaj pa, prej nismo toliko časa namenili razmišljanju o tem, kaj bomo jedli, koliko bomo jedli. Zdaj pa kar naenkrat imamo ta problem v glavi, če lahko temu tako rečem. Naenkrat razmišljamo, koliko lahko pojemo, kdaj bomo jedli, kaj bomo lahko pojedli. In vse to povzroča neko določeno stopnjo stresa. Če pa načrtujemo hrano, tega problema ni več, kajti že vnaprej vse vemo. Pa tudi ko se pregrešimo brez slabe vesti, kajti vemo, da je to del našega prehranskega načrta in da bomo vseeno prišli do cilja, ki smo si ga zastavili. No, mene slaba vest zmer ubija. Prejšnji petek sem pojedla malo tiramisuja. Ja, malo, okej, veliko je bilo, no. Nič narobe. Ampak jaz imam tako slabo vest. Še danes imam slabo vest. In po mojem, da mi to bolj škoduje, kakor če se ne bi toksikirala. Naj razložim, kaj naredi stresni hormon. Kortizol je hormon, ki se sprošča takrat, ko smo pod stresom. Zdaj, to je evolucijsko, zaradi evolucije ima pač določen učinek na naše telo. Se pravi, zagotavlja nam energijo, ki jo bi potrebovali za boj ali beg. Danes tega ni. Niti se ne bojujemo, ko smo pod stresom, niti ne rabimo bežati, ko smo pod stresom. In ta energija, kaj se zgodi, je ne porabimo
torej se začne nazaj nalagati, ampak ta energija izhaja tako iz glikogena, se pravi iz ogljikovih hidratov, iz maščob in pa beljakovin. Nazaj gre pa samo v maščobo, ne? In značilna za povišen kortizol je to, da se začne maščoba nalagati okrog trebuha. To je pa tudi najbolj nevarno. Tam so organi, ne? To je tista maščoba, ki nam najbolj škoduje. Tako da stres je velik dejavnik, tako pri prehranjevanju kot za zdravje nasploh. No, naša gledalka Marija, ki je izvedela, da danes prihajaš k nam in se odloča, da bo tudi sama se udeležila intenzivne delavnice, torej 5-urne intenzivne delavnice. Tanja Bačeva se nauči, kako se zdravo prehranjevati v praksi, ne samo v teoriji. No, Marija pravi, da sliši od prehranskih svetovalcev, nutricionistov in tako naprej, kako je pomembno, da poslušaš telo, da telo ti itak vse pove, ampak da njej telo vsak popoldan pove, da bi čokolado, pa smokije, pa čips, pa pol še une čokoladne kugelce recimo, ne? A ne, ona zdaj posluša svoje telo, ko dobi napad lakote, ko ji takle sliko vam bomo pokazali, kad ti kar trebuh zazeva, kar hiter ga moraš nafutrati z nečem. Tukaj ona ne posluša ali ne? Seveda ne. Dejstvo je, da če se ne prehranjujemo zdravo, potem tudi nimamo tistega občutka, da bi telo nam ne govori v bistvu. Ko pa se začnemo prehranjevati bolj zdravo, se pravi, da dajemo telesu tudi vsa hranila, ki jih potrebuje, takrat pa resnično nam telo začne govoriti. Meni se recimo včasih najmogoče zalušta solate, očitno mi glih to tisti trenutek potrebujem. To je res. Se pravi, ko govori, da bi cukor, nima prav. Nima prav. Ja, zato ker zdaj, če bo nehala ta cukor jesti nekaj časa, mi lahko verjameš, da ne bo več imela teh. Se pravi, ko nehaš cukor jesti, imaš najprej malo abstinenčne krize. Najprej malo abstinence, potem pa zagotovo mogoče malo več, no. Ampak potem pa vse to izgine, no. To je povezano tudi z vsemi temi snovmi, ki so v teh raznih industrijskih živilih, ki tudi namerno povzročajo odvisnost. Namerno? Ko se pa tega znebimo, predvsem pa, ko začnemo uživati živo hrano, se pravi obilo rastlinske hrane, pa tudi kakovostne beljakovine in tako naprej, potem se telo nekako prečisti vsega tega in resnično prejemo bolj v stik, če se lahko tako izrazimo. Absolutno se lahko tako izraziš. Dejansko pridemo v stik s samim sabo. Tako je. Evo ga, dragi gledalci in gledalke, tukaj ste bili glasni za nov let, koliko boste boljši, pa boste kaj za sebe naredili, pa boste nehali kaditi, pa boste nehali čokolade zvečer jesti, ne vem kaj še vse. No, evo, priložnost je prišla. In sicer 21. in 28. januarja v Ljubljani in v Mariboru 5-urna intenzivna delavnica zdravega prehranjevanja, da boste lahko šli iz te teorije v dejansko prakso, da boste videli kako, zakaj in na kakšen način. Moram reči, da jaz sem že kar ponosna na sebe, mi že kar gre. Dejansko sem hvaležna za vse informacije, ki ste mi jih posredovali. Sam še tole me zanima, za koliko naprej ti planiraš hrano? Jaz, če sem čisto iskrena, zdaj samo za en dan naprej, zato ker sem doma, tudi še nimam varstva za mojo malo punčko, tako da ne planiram toliko naprej. Drugače sem, ko sem pa pred nosečnostjo, sem pa planira za en teden naprej. Za en teden naprej? Za en teden naprej. Čakaj, za en teden naprej si vedela vse, kaj boš jedla za zajtrk, kosilo, večerjo, pa za obroka vmes? Ja, ne, jaz drugače dajem tudi možnost tem, ki pridejo na delavnico posameznikom, lahko si pripravijo čisto točno v nulo napisan jedilnik ali pa približna živila. Se pravi, da potem spotoma lahko razmišlja o tem, danes ne bi polno zrnate testenine, bi raje širiš na tak način, da je nekako gibljiva zadeva. Tako da lahko na tak način ali pa se točno določi. Odlično. Hvala lepa, Tanja, za vse informacije, ki si jih posredovala. Hvala lepa. Evo ga, hrana naj bo naše zdravilo. In naše zdravilo naj bo hrana. To bom še enkrat poudarila. Zakaj mislite, da to poudarjamo? Ja, seveda, zaradi tega, ker je res.
Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.